Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Vsem lep pozdrav. Glejte, mi že delamo en mesec. Ta ustanovitvena seja je bila pred mesecem dni. Pripravili smo takrat v bistvu že predloge, dali ideje. Rekel, danes je pa ta tudi formalna seja, na kateri v bistvu analiziramo stanje, tudi kar je bilo narejeno že tem v mesecu dni, kakšni bojo ukrepi, kaj je nujno in vse ostale stvari. Predsednik, dajem na kratko, se bodo še vprašanja, se lahko kar še. Ja, izvolite. V bistvu danes imamo na dnevnem redu, rekel, 9 točk, to se pravi od analize poplav v vseh teh porečjih, potem okrog mostov, okrog zakonodaje, kratkoročni ukrepi, ki že itak potekajo, in pa tisto, kar je izredno pomembno, dolgoročni ukrepi. To se pravi, ti ukrepi, ki bodo tudi zelo veliko stali in v končni fazi bodo tudi dosti dolgo trajali in te je treba zelo premišljeno lotiti. To je ena kratka osnova. Predsedniku vlade dajem sedaj besedo, izvolite, dr. Robert Golob. Ja, danes je v resnici prva seja strokovnega sveta, ampak kot rečeno, imamo že na nek način povzetek vsega opravljenega dela. Ključno pri vsemu skupaj je, da se zavedamo resnosti problema in da k rešitvam pristopamo zares po stroki in po pameti, kar pomeni, da najprej moramo ugotoviti, katera so območja, na katerih je sanacija smiselna in katera so območja, na katerih je treba iti enostavno dol z njih. To velja tako na mostovih, tako na cestah, tako pri urejanju vodotokov in tudi objektov. Ena stvar, o kateri se je danes tudi dosti govorilo, pa mogoče v javnosti malo, so plazovi. Sprožilo se je 10.000 plazov, seveda niso vsi enako nevarni, vendar kljub temu. Ravno plazoviti teren je tisti, kjer je enako kot pri vodnih terenih zelo pomembno, da se ugotovi, kaj narediti s sanacijo objektov in kako pri tem pristopati. Ne želim reči, da je strokovni svet danes odpiral množico težav, ampak če se problemov ne zavedamo, potem tudi rešitev ne moramo dejansko najti. In mislim, da je strokovni svet danes pokazal zelo jasno, da je tako telo ne samo smiselno, ampak nujno, če želimo, da bo ta obnova dejansko izpolnila cilj. In to je, da bo odpornost na naravne nesreče na teh območjih po obnovi večja. In to je glavni cilj, ki ga zasledujemo. Želimo sicer zelo hitro pomagati pri povezljivosti teh krajev, tudi ljudem zato, da pride do strehe nad glavo, pa hkrati želimo, da tista gradnja, do katere bo prišlo, je odporna na bodoče nesreče. Zaradi tega je ta del toliko bolj pomemben. Govora je bilo, kot rečeno, točke dosti, govora je bilo tudi o tem, da moramo tehnično pisarno približati skozi izpostave ljudem na terenu. Pri tem imamo zdaj prvič popis objektov, ki so bili poškodovani. Teh objektov je skoraj 1000 resno poškodovanih in zdaj bo treba iti enega po enega skozi na terenu in jih pogledati. In tisto, kar želim izpostaviti, je, da verjamem, da so pričakovanja velika, pričakovanja po hitrosti. Vendar nikoli do zdaj se še ni pokazalo, da je hitrost v primeru teh objektov, če se ne ve, kaj bo na teh terenih ali vodnih ali plazovitih se zgodilo, da je koristna. Zato je nujen ogled terena in teh objektov na terenu. In to je naloga tehnične pisarne in njenih izpostav in ta proces se zdaj začenja tudi v prizadetih regijah. Lahko samo malo, prosim, če lahko. Hvala lepa predsedniku vlade. Dogovoreni smo za 3 vprašanja, zato ker morate nazaj na sejo, če lahko prijete sem, pa se predstavite. Žana Vrtačnik, POP TV. A lahko najprej morda, kdaj lahko torej ljudje pričakujejo konkretnejše rešitve, recimo na poplavljenih območjih, kjer se ne ve, ali se bodo morali trajno izseliti ali naj recimo obrasli, če so tak primer. In drugo, konkretne rešitve glede čiščenja vodotokov. Kaj ste imeli danes v zvezi s tem na mizi morda? In tretje, zelo... Glede intervencijskih stroškov občinam, pričakujejo jih najbolj,
kmalu bo 4. oktober, 4. avgusta so ti izvajalci začeli delati. Hvala lepa. Bom hudournike prepustil ostalim. Jaz sem včasih presenečen nad na eni strani počasnostjo mehanizmov, po drugi strani pa tudi nad nerealnostjo pričakovanj, takrat, ko v tem primeru nekateri župani zelo dobro vedo, da še niso poslali vseh dokazil za izplačilo. Postopek je zelo jasen, tudi pri intervencijskih. Država je prevzela nase plačilo, 100% plačilo intervencijskih stroškov. Take situacije še do zdaj nikoli ni bilo. Do zdaj so bili intervencijski stroški vedno prepuščeni občinam. In zaradi tega, seveda, so bile tudi intervencije bistveno manj celovite in tudi in počasnejše. Tokrat je drugače. Hkrati je postopek, ki smo se mu zavezali in na njemu bomo vztrajali, da bo vsak evro, ki bo porabljen, bo dejansko preverjen in tudi javno objavljen. In danes poteka natančno to. Vlada je svoje oddelala, vlada je intervencijske stroške sprejela, bili so prijavljeni, groba ocena, vlada jo potrdila, nakazala je denar na ustrezna ministrstva in konkretno pri intervencijskih stroških na upravo za zaščito in reševanje. Na občinah je, in mislim, da imajo do 5. oktobra čas, moče 6., da predložijo dokazila za stroške. In ta proces dokazovanja poteka. In niso vsa dokazila, ki so do danes prišla na upravo, dejansko upravičena do izplačil. Že to jasno pove, da je pravilno, da z našim in vašim denarjem, skupnim denarjem, postopamo skrbno. Intervencijskih stroškov je priznano za 100 milijonov. Pravilno je, da se pogledajo, ali so vsi zahtevki upravičeni. Takoj, ko je zahtevek upravičen in takoj, ko bo ta proces zaključen, bo denar tudi nakazan. Država ga je že nakazala na upravo, sedaj je na upravi, da transparentno ta denar spravi do izvajalcev. In poudarjam, žal, tudi tokrat ni nujno, da so vsi zahtevki dejansko upravičeni do nakazila. In glede na to, da bojo stroški te obnove šli v milijarde, 6, 7, 8, 9, ne vemo koliko milijard, je toliko bolj pomembno, da začnemo transparentno in zares plačevati samo tiste račune, ki so upravičeni. Ta drugi del, kar se tiče konkretnih območij, vi veste, da jutri imamo prvo sejo vlade na poplavnih območjih, v tem primeru na Koroškem. Predvidevamo, da v roku 2 tednov, mogoče 2 ali 3 tednov ponovimo to sejo vlade na Zgornjem Savinjskem. Takrat na tej seji bomo šli tudi med ljudi in takrat se bomo opredeljevali tudi do tega, kaj na teh območjih, ki ste jih omenjali. Stroka je svoje mnenje zdaj podaja, seveda na nek način želimo, da ga poda tudi pisno. Takrat bomo s tem mnenjem in na podlagi tega mnenja na tej seji tudi sprejemali odločitve, ki bodo v resnici, če hočete, politične. Hočemo pa, da se predtem z ljudmi pogovorimo in da tudi njim neposredno povemo, kakšna je situacija. Predsednik, še 2 vprašanji. Kobetič kanala, prosila bi vas samo še za odgovor, kaj glede vodotokov. Slišati je, da ni mehanizacije, ni ljudi in v bistvu občani se bojijo, kaj bo morda ob naslednjih padavinah, pa tudi zakon o obnovi nekako slišati je bilo, da bi bil oblikovan do konca septembra. Morda kakšne ključne točke? Glejte, na začetku je ta pozitivna energija, ta zagon je zlaufal, ne? Ti vodotoki se obnavljajo, moramo se tudi zavedati v bistvu, da te rešitve, ki se zdaj izvajajo, niso tudi dokončne rešitve. Da bo kasneje pri dolgoročnih rešitvah prišlo do določenih korekcij. Prišlo do določenih korekcij. Ključno pa je tole. Mi točno vemo, da navadno novembra so velika deževja, in do takrat v bistvu mora biti rečna korita ščiščena, plavje mora biti odstranjeno, tam, kjer je potrebno napraviti poglobitve, bojo poglobitve opravljene in pa v bistvu brežine bojo terjene, da ne bo zopet prišlo, do rušitev vseh teh pobočij. To je zdaj ključna stvar. Temu pa sledijo seveda dolgoročni ukrepi, poplavne, ravno danes debatiramo o teh poplavnih študijah, vidi se, kakšno področje je bilo poplavljeno,
kakšni so problemi, kakšne so posledice, zavedati se moramo nekaj. Ne? Mi moramo reke reševati celovito. To se pravi, mi ne moremo reševati, ne vem, Braslovče, pa mogoče Celje, pogotovo, ampak treba reke reševati celovito. To se pravi, od Savinja, naprimer, od istoka v Savo, pa praktično do Logarske doline, ker nenehno je interakcija. Ne? To se pravi, naredimo suhi zadrževalnik, postavimo poplavni val, naredimo zid, naredimo korito, spustimo vodo, voda gre skozi Celje, ampak zalije, bi rekel, spodaj Laško. Te rešitve so zdaj v bistvu strokovne in rešene mora biti celovito. Preveč bojo stale, ne, da bi si mi, preveč bo ta obnova stala, ne, da bi si mi v bistvu privošli zdaj, da se rešitve preko medsebojno neusklajene oziroma da poslabšujemo stanje na nekem drugem. Ena izmed stvari, ki smo jo tudi, bi rekel, na svetu obravnavali, je v bistvu, pogledajte, mi jo mogli narediti nacionalni program ureditve vodotokov. In sicer, gledajte, to mora biti dolgoročni program. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da bi ta program bil, bi rekel, definitivno potrjen v parlamentu, da bi bil potem ta denar zagotovljen, bi rekel, za redno vzdrževanja. Če bi mi, bi rekel, vlagali, ne vem, tam 200-250 milijonov, ne, in če bi to redno vlagali, bi mi imeli danes bistveno manjše škode in to so ene take ključne stvari, ne, ki jih je treba reševati globalno. Hvala lepa, še zadnje vprašanje. Prosimo, se še zbirajo podatke, ampak kakšna je po vašem mnenju ocena škode? S kakšnimi predpostavkami operirate zdaj? Slišali smo premierja, ki je poudaril, pač izpostavil, da bo šla obnova cena sanacije v milijarde, 6, 7, celo 9 milijard je bilo rečeno. S kakšnimi številkami vi operirate oziroma kaj menite o tej oceni? Hvala. Glejte, te ocene, ki so bile pripravljene, v bistvu to so ocene. In tako kot je zadnjič tudi premier na eni tiskovni konferenci rekel, to so eni štartni podatki. Sigurno se še bojo, bi rekel, ko se bo šlo v globino problema, se bojo stvari v bistvu še dodatno odpirale. Poglejte, en plaz, na primer, zgleda nedolžen, naredimo geološko geomehanske preiskave, na koncu vidimo, da je to, ne vem, 150 tisoč kubikov zemlje, treba je te plazove ustaviti, pilotne stene, vodnjake, to je treba zdrenirati. Tudi v bistvu bi rekel, ta ocena, ki je vlada dala, to je, bi rekel, ta štartna ocena, od katere, bi rekel, v tem trenutku, po vseh teh podatkih, ki imamo, bi rekel, lahko štartamo. Hvala lepa. Ne, to je tema naša seja, tako da Potem samo to vprašanje, s tem razumemo, da po vašem mnenju ocena še višja, se operira z nekimi številkami zelo visokimi, si težko predstavljamo, o čem govorimo zdaj. No, glejte, ne. Naprimer, bi rekel, te ocene, ki so bile na začetku postavljene, so štartne ocene. So pa stvari, sploh jaz se bojim najbolj okrog plazov. Teh plazov, to, kar je danes, bi rekel, direktor geološkega zavoda izpostavil, gledajte, teh plazov je 10 tisoč sprožilo. Od tega je, na primer, 30-40 takih, ki so dejansko bolj kritični plazovi, ker bo je potrebno, bi rekel, velika zemljska dela, ki se tudi ne bojo takoj pričela, ker treba najprej v bistvu narediti raziskave za vso to mehanizacijo. Tako da nekje je štart, sigurno bo pa treba, to kar je tudi premier rekel, s tem denarjem bo treba racionalno ravnati in pa gledajte tisto, kar je važno. Rešitev je lahko taka ali pa je taka. To se pravi, mi bomo mogli vključiti, rekel, najboljše strokovnjake, najboljše eksperte, rekel, ljudi, ki imajo izkušnje, ljudje, ki se znajo, rekel, odločati in trdno stojijo za svojimi odločitvami. Od tega je veliko odvisno vedno. Lahko jaz na to dodam eno zadevo pri škodi. V sistemu AJDA so samo občine vnesle 2,7 milijarde. To ne upošteva gospodarstva, to ne upošteva škode na državni infrastrukturi in že samo popis neposredne škode se danes kaže na nivoju 4 milijard. To je popis neposredne škode. To ne pomeni, da bomo mi to neposredno škodo v celoti poplačali iz proračuna, to je prvo. Niti ne pomeni, da bomo vso to škodo odpravili nujno, to je škoda.
Mi bomo na podlagi načrta, od katerega smo še precej daleč, ker moramo najprej pripraviti ustrezne podlage, se odločali, kako bomo te objekte, to infrastrukturo uredili, popravili, nadomestili z boljšo in bolj odporno in takrat bomo vedeli, koliko je strošek obnove in razvoja. Moramo ločevati med neposredno škodo, o kateri sem prej govoril, in naprimer med popisom zelo grobo oceno, ki jo pripravljamo za prijavo na solidarnostni sklad Evropske unije, in to je zelo groba cena, ki se trenutno giblje na nivoju 8 milijard. In tukaj vmes se bojo verjetno gibali tudi naši ukrepi, ki jih bomo izvajali. In poudarjam, ne bojo se izvedli v pol leta in nobene obljube ni, da se bojo izvedli v enem letu, ker vem, da časih nekdo narobe razume. Govorimo o načrtu, ki bo trajal od 5 do 10 let, če bomo želeli, da dejansko se obnova izpelje na ustrezen način. In v tem obdobju se ta ocena lahko realizira. To je ocena stroškov za obnovo in razvoj. Moramo ločiti med neposredno škodo in med stroški za obnovo in razvoj. Jaz ne morem biti bolj jasen kot tako.